Lepo pozdravljeni. Namen te publikacije je v obliki kritične izdaje napraviti razpoložljivi dve skladbi, ki sta ohranjeni v starem velikem kodeksu v dveh delih, in sicer v zbirki rokopisov redkih in starih tiskov Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani. To sta dve dvozborski liturgični skladbi začetka 17. stoletja, Missa exaudi Deus in Magnificat secundi toni, skladatelja Lamberta de Saive, franko-flamskega glasbenika, ki je deloval v habsburških deželah, nekaj časa tudi v Gradcu, kasneje pa je bil tudi vodja glasbene kapele na Cesarskem dvoru. Saivova maša pripada tipu tako imenovane parodične maše, kar pomeni, da je bil njen temelj glasbeno gradivo že obstoječe večglasne skladbe. Za osnovo je de Saive uporabil sedemglasni motet Exaudi Deus slovitega beneškega skladatelja Giovannija Gabrielija. Kljub priljubljenosti parodične tehnike v habsburških deželah pa Magnificat ne temelji na kateri izmed že obstoječih skladb in izkazuje spremembo v okusu spričo poudarjene zvočnosti, zvočne barvitosti in slikanja besed. Obe sta se ohranili le v Hrenovih kornih knjigah, zbirki sicer 6 obsežnih kodeksih, ki so nastali na začetku 17. stoletja v okviru nadvojvodske glasbene kapele v Gradcu, in sicer na osnovi tam obstoječih rokopisov in tiskov, ter nato prešli v last ljubljanskega škofa Tomaža Hrena v Gornji Grad. Od tudi njihovo poimenovanje. Kot je dobro znano, je bil Hren nekaj let notranje avstrijski deželno-knežji namestnik. Bil je velik ljubitelj glasbe in je nadvse pomembno zaznamoval glasbeno življenje na Slovenskem na prehodu iz 16. v 17. stoletje. Hrenove korne knjige so veliki kodeksi, iz katerih so pevci oziroma instrumentalisti lahko hkrati izvajali zapisano glasbo. Knjiga je stala na velikem pultu, višjem pultu, tako da so jo vsi izvajalci videli. In tam so bili zapisani vsi glasovi, vendar ne kot v partituri, temveč na dveh odprtih straneh vsak glas posebej, eden za drugim. In z obrnitvijo listja so vsi glasovi hkrati prišli na naslednji dve strani. Hrenove korne knjige so najpomembnejši glasbeni viri iz tega obdobja na Slovenskem. Njihova pomembnost je odraz predvsem treh okoliščin. Prvič, zelo dobro so se ohranile. Drugi viri v tem oziru niso dočakali enake usode. Hrenovi rokopisi so neprecenljivi tudi zato, ker vsebujejo kar nekaj skladb, ki so se ohranile le v njih. Ti predstavljajo približno četrtino celotnega repertoarja. Nenazadnje pa so Hrenove korne knjige predstavljajo reprezentativen izbor raznolikega liturgičnega repertoarja, ki je bil priljubljen v notranji Avstriji, kamor je spadala tudi Kranjska. Vsebinsko je publikacija zasnovana tako, kot je običajno za sodobne znanstveno-kritične izdaje glasbenih del. V uvodni razpravi so podane zgodovinske okoliščine, v katerih sta obe skladbi nastali, orisano je življenje skladatelja, nato je podano vse zgodovinsko vedenje v obeh kompozicijah in predstavljeni izsledki njunih analiz. Tako je bilo mogoče določiti njuno mesto v pestrem glasbenem dogajanju na prehodu v 17. stoletje. Zadnji del uvoda je posvečen tudi izvajalski praksi, kar je za sodobne izvajalce glasbe tako oddaljenih obdobij pravzaprav nepogrešljivo. Sledi revizijsko poročilo z natančnim opisom njunega vira, predstavitvijo načel transkripcije in kritičnimi opombami, kjer so posebej obravnavana posamezna vprašljiva ali dvomljiva mesta v zapisih obeh skladb. Na tem mestu bi omenil, da se zapis te glasbe razlikuje od današnjega in zahteva poznavanje teorije menzuralne notacije tistega časa. Osrednji del izdaje pa predstavlja glasbeni tekst obeh kompozicij, se pravi njuna znanstveno-kritična izdaja. Na žalost, zaradi umanjkanja modernih notnih izdaj glasba Lamberta de Saive danes ni deležna ustreznega vrednotenja. Pričujoča edicija je nastala v upanju, da bodo kvalitete, ki jih izkazuje ta deli, morebiti le pokazale, da je Saivov potop v pozabo nezaslužen, ter da je celostna znanstvena obravnava njegovega opusa več kot potrebna. Če zaključim,
Pričujoča izdaja omogoča boljše poznavanje enega izmed zanimivih segmentov srednjeevropske glasbene zgodovine z začetka 17. stoletja, ki je bil prisoten tudi na Slovenskem in je aktualna tako za glasbene zgodovinarje in analitike, kot tudi za poustvarjalce.